Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Amadeja Juvan, vodja izpostave AJPES v Kranju, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Kakšno je bilo stanje gorenjskih podjetij v letu 2023? Gospodarske družbe v gorenjski regiji so v letu 2023 poslovale pozitivno, a so znatno poslabšale rezultat v primerjavi z letom 2022. Medtem ko so samostojni podjetniki rezultate poslovanja v letu 2023 izboljšali. Gospodarske družbe so realizirale v letu 2023 odstotek manj prihodkov, 19% manj čistega dobička in kar 65% izgube. Poslovno leto so zaključile z neto čistim dobičkom v višini 440 milijonov evrov, kar predstavlja 24% manj kot v letu 2022. Slabše so poslovale predvsem velike in srednje družbe iz predelovalne dejavnosti in iz področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. Gospodarske družbe v Gorenjskem so v letu 2023 zaposlovale 1277 delavcev več kot v letu 2022, predvsem v predelovalni dejavnosti in v gostinstvu. Neto plača, izračunana mesečna neto plača, je bila v letu 2023 2222 evrov, kar je 168 evrov več kot v letu 2022 in kar 4 evre več, kot je bilo izračunano republiško povprečje. In koliko podjetij je bilo v letu 2023 na Gorenjskem? V Gorenjskem je bilo v letu 2023 v poslovni register Slovenije vpisanih 23.613 poslovnih subjektov. Večinoma samostojnih podjetnikov, sledijo gospodarske družbe, ostale pravno-organizacijske oblike pa so vpisane v manjših deležih. Kakšno je bilo stanje brezposelnosti na Gorenjskem v letu 2023? V letu 2023 brezposelnost še vedno upada. Tako da smo konec leta zabeležili 3,2% brezposelnost. Mislim, da je to kar najnižja v zgodovini države. V Sloveniji je bila pa ta brezposelnost 5%. In kakšnega kadra primanjkuje največ? V bistvu zdaj primanjkuje kadra že skoraj v vseh dejavnostih, najbolj v predelovalnih dejavnostih, tudi zdravstvo, socialno varstvo, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo in turizem, skratka zdaj pa primanjkuje kadra že skoraj povsod. So to deficitarni poklici? Ja, v bistvu so to zdaj deficitarni poklici, s tem, da pa mogoče, ne vem, gimnazijski maturanti in ekonomski tehniki še vedno ostajajo v evidenci, pa seveda lahko iščejo zaposlitev tudi v kakšnih drugih dejavnostih, kar se tudi pogosto dogaja, da pač iščejo priložnosti tudi drugje. Ali vam gospodarske družbe in samostojni podjetniki posredujejo prosta delovna mesta, da se lahko tisti, ki so brezposelni, prijavijo? Oziroma, ki so že prijavljeni pri vas? Ja, zdaj prijava potreb po delavcu ni več obvezna za vse. Kljub temu pa so nam v letu 2023 posredovali za Gorenjsko 13.600 prostih delovnih mest in sicer največ v predelovalnih dejavnostih, pa še to, kar sem prej omenila, ostale dejavnosti. In odkje prihaja sedaj največ kadra, ki ga primanjkuje na Gorenjskem? Vemo, da je to medicina, gostinstvo, so to še vedno balkanske države? Različno. Balkanski bazen še ni čisto izpraznjen, zato Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje organizira zaposlitvene sejme tudi v teh državah, pač skušamo ves delovni potencial pridobiti, kar je pač možno, vendar ga pa, tako kot sem že rekla, veliko primanjkuje. No in ob koncu novinarske konference ste pozvala podjetnike, da lahko dobijo določena sredstva za kadar? Ja, gre za javno povabilo zaposli.me+. Delodajalci lahko dobijo, če zaposlijo brezposelno osebo in se seveda prijavijo uspešno na javno povabilo Zaposli.me, 450 do 720 evrov mesečno za obdobje enega leta.
Katere družbe so najbolj poslabšale rezultat na Gorenjskem? Največ neto čistega dobička so sicer ugotovile družbe z področja predelovalne dejavnosti, vendar je bil ta v primerjavi s preteklim letom nižji za 35%. V okviru predelovalne dejavnosti so neto čisti dobiček občutno zmanjšale družbe z področja proizvodnje kovin za 68%, družbe v dejavnosti obdelave in predelave lesa za 53% ter za 46% družbe, ki sodijo v dejavnost proizvodnje izdelkov iz gum in plastičnih mas. Če pogledamo po občinah, so neto čisti dobiček najbolj zmanjšale družbe s sedežem v občinah Jesenice, to občutno za 70% in skoraj za polovico družbe, ki imajo sedež v občini Žiri in Naklo. In katere so bile najboljše? Najboljše pa so družbe, ki poslujejo v občini Žirovnica, Jezersko, Kranjska Gora in pa Škofja Loka.